Na Andragoškem centru Slovenije smo pred enim letom začeli s 5-letnim projektom ozaveščanja za vseživljenjsko učenje in prvo vseslovensko medijsko kampanjo Lahko.si oziroma Lahko si kar želiš. Projekt naslavlja eno ključnih potreb sodobne družbe, učenje skozi vse življenje, saj je to temelj za osebno rast, večjo zaposljivost in aktivno sodelovanje v skupnosti. Z vseslovensko medijsko kampanjo, spletno stranjo Lahko.si in profili Lahko.si na družbenih profilih, trenutno smo na Facebooku pa Instagramu, bomo vse odrasle vabili, da se pridružijo gibanju radovednih, jih ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja in jih spodbujali in motivirali z različnimi navdihujočimi zgodbami. Projekt vodimo na Andragoškem centru Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ESS+. Gre pa, v bistvu projekt je nadgradnja vseh dosedanjih prizadevanj in iniciativ na tem področju, se pravi, lansko leto smo obeležili 30. obletnico tedna vseživljenjskega učenja, potem projekt je nastal tudi iz Parat učenja, iz dnevov svetovanja za znanje, ki mimogrede ravno te dni potekajo po celi Sloveniji. V prihodnjih 5 letih pa ga bo soustvarjalo z nami še 12 regijskih koordinatorjev. Vsako leto bomo s komunikacijo poleg ciljne skupine vsi odrasli nagovarjali še različne ranljive skupine. Letos so to mladi z nižjo stopnjo izobrazbe, naslednje leto bodo starejši nad 65 letom, nato so migranti in zadnje leto bomo nagovarjali z prilagojeno komunikacijo zapornike in bivše zapornike. Kar želimo mi v bistvu sporočiti mladim je, da je biti radoveden in imeti znanje kul, da je treba kdaj stopiti iz cone udobja in upam pa, da nam bo tudi z vašo medijsko pomočjo to sporočilo uspelo prenesti čim dlje in med čim več mladih. Ja, cilj današnjega dogodka je mladim predstaviti nadaljnje možnosti tako za poklicni kot za osebni razvoj. Danes pričakujemo več kot 100 mladih in pripravili smo res pester nabor različnih aktivnosti. Izvajali bomo različne delavnice, kot so EU priložnosti, delo v tujini, delo na spletu in Moje zgodbeni konec. Prišli bodo tudi številni vplivni govorci, to so Rok Trkaj, Manca Korelc, Aljaž Novšak, Kisli Pek. Tako da se obeta res zelo zanimiv in pester dan in komaj čakamo, da se nam pridružijo vsi mladi. Projekt naslavlja predvsem mlade, ki so že zaključili šolanje in v bistvu niso vključeni v neko zaposlitev oziroma neke formalne oblike izobraževanja, ampak kljub temu bodo se na projektu tudi udeležili mladi iz Posavja, iz Sica, pa seveda tudi ostali, tako kot sem rekla, ki niso vključeni v formalno šolanje. Na Andragoškem centru Slovenije smo v lanskem letu začeli s projektom ozaveščanja za vseživljenjsko učenje z spremljajočo 5-letno kampanjo, medijsko kampanjo Lahko.si. Projekt pa naslavlja eno ključnih potreb sodobnega časa in sicer učenje skozi vse življenje, saj je to temelj za osebno rast, za večjo zaposljivost in aktivno sodelovanje v skupnosti. Se pravi, koliko imamo recimo partnerjev, ki izvajajo to po vsej Sloveniji? Mi sodelujemo z 12 regijskimi koordinatorji po vsej Sloveniji, po vseh regijah, sodelujemo pa tudi z različnimi organizatorji dogodkov. Vsako leto bo 10 dogodkov namenjenih ranljivi ciljni skupini. Se pravi, vsako leto poleg vseh odraslih nagovarjamo še eno ranljivo skupino. Letos so to mladi z nižjo stopnjo izobrazbe, ta dogodek tukaj je 10. recimo namenjen temu. Naslednje leto bomo z dogodki nagovarjali starejše nad 65 letom, leto zatem migrante, zadnje leto pa zapornike. Projekt Reset, naredili smo ga z namenom, da v bistvu mladim nekako pokažemo, kaj so še možnosti, priložnosti po študiju oziroma po šoli ali pa če niti ne zaključijo šolo, če niso zaposleni, če niso vključeni v nek sistem ali pa v neko izobraževanje. Tako da smo se odločili, da v bistvu pogledamo, kaj so trendi danes in na račun tega oblikovali 4 take ključne vsebine. Ena je v smislu Moje zgodbe še ni konec.
To je predvsem priložnosti, ki so v Sloveniji od, ne vem, državnih, kakor Zavod za zaposlovanje, ki ima neke politike, do kakih bolj specifičnih podjetniških inkubatorjev in programov, recimo znotraj tega, kjer se mladi lahko vključijo. Potem smo pa videli, da v bistvu ogromno mladih hodi v tujino, si želi tujine, tako da smo rekli, dajmo to pokazati, kaj to sploh pomeni, kaj tujina sploh ponuja, kako sploh prideti tja. Potem spet od te tujine smo razdelili še na Evropsko unijo, smo del EU-ja in je ogromno enih priložnosti od prostovoljstva do dela in tako naprej. Tako da smo zajeli vse te neke priložnosti in mladim to želimo prikazati prek nekih interaktivnih delavnic, predavanj in podobno. Hkrati smo pa želeli še v bistvu zajeti neke mlade, uspešne posameznike iz Slovenije oziroma iz lokalnega okolja, ki v bistvu nekako mladim povejo svojo zgodbo, pa ne samo zgodbo uspeha, ampak tudi vse tiste padce, s katere so mogli iti, v bistvu kako mogoče, ko so bili mladi in teh let, kar so zdaj te mladi, ki pridejo sem, da so v bistvu imeli čisto neke druge cilje in vizije, kakor tisti, kjer so danes, no. Tako da danes nam bojo predstavili svojo zgodbo. Glavni govorec je Rok Trkaj, njega verjetno vsi poznate, Pol je Manca Korelc, ona je LinkedIn strokovnjakinja, pa v bistvu avtorica kar 2 knjig, pa projekta Moja jezera, tak super en lušen projekt, ki bo tudi sama lahko več povedala. Pa ta tretji gost je pa naš lokalen podjetnik, v bistvu Kisli Pek Aljaž Novšak, ki je pa tudi iz enega nekega starega poklica naredil neko trendovsko podjetje oziroma cel movement, no. Tako da danes. Vloga v projektu je, da povem svoje izkušnje, kako se je začela glasbena pot, če bodo tukaj kakšni mladi kreativci, kreativke, da imamo svoje izkušnje, kaj vse jih lahko čaka in da v nasprotju z nekim etabliranim šolskim sistemom, ki ga imamo, ki pravzaprav išče napake, pa hkrati jih pa kaznuje, je ponovadi podjetniška ali pa umetniška pot je ravno drugačna. Je v bistvu, da iz napak zrastejo ponovadi neke najlepše stvaritve ali pa so ravno napaka, so vrata v nek nov pogled, v nov pristop, v neko novo rimo, novo pesem in tako naprej. Tako da jih v tem svetu jih spodbujamo, jih imamo pač radi. Tako da jih mogoče opremimo in jim damo pogum, jim damo voljo, veselje, motivacijo, da grejo po svoji poti, da najdejo sami sebe, da podjetniško in duhovno, da sami sebe čim bolj zrealizirajo tisto, kar si želijo, pa sanjajo. Torej, Ljudska univerza Krško se je v lanskem letu pridružila projektu Andragoškega centra Slovenije in smo s to pridružitvijo postali regijski koordinator teh promocijskih aktivnosti za regijo Posavje, tako da imamo tudi pri nas koordinatorko, ki dela na tem projektu in skrbi, da vse promocijske kampanje, ki jih na Andragoškem centru pripravljajo za promocijo vseživljenjskega učenja, pravzaprav mi posredujemo in izvajamo v našem okolju, v našem Posavju. Mislim, da je teh kampanj že bilo res veliko, skrbimo, da je promocija vseživljenjskega učenja na vseh medijskih področjih dobro zastopana in se pridružujemo vsem tem akcijam, ki so omenjene. Smo tudi koordinator aktivnosti ob tednih vseživljenjskega učenja, smo lani 30. leto zapored to koordinirali v Posavju in tudi parade učenja izvajamo in vse to je zdaj se povezalo še v ta čudovit projekt ozaveščanja za vseživljenjsko učenje, ker smo organizacija za izobraževanje odraslih, je vseživljenjsko učenje naše poslanstvo in jaz mislim, da je prav, da pristopamo k projektom in to promocijo v bistvu, ki je naše poslanstvo, tudi delamo. Ampak ciljna skupina mladih? Ciljna skupina mladih, mi smo res organizacija za izobraževanje odraslih, ampak se s projekti, tudi kot je večgeneracijski center Posavje, pridružujemo ciljni skupini mladih in smo v letošnjem letu seveda pristopili tudi k tej ciljni skupini, mogoče z malo manj aktivnostmi kot za odrasle, ampak bom rekla, da smo odprti za vse, se pravi, da tudi z mladimi lahko, ker imamo, ne vem, vseživljenjsko karierno orientacijo, smo tudi sodelovali v tem kariernem centru Posavje v projektu in dejansko imamo tudi na tem področju zelo veliko izkušenj.